Candace Owensova še naprej drvi navzdol, saj je zdaj napadla FBI in jih označila za lažnivce. Razen težava je v tem, da ima FBI dejanske dokaze, za razliko od Candace. In dokazali so in razkrili, da je lažnivka, kar v resnici tudi je. Poglejmo podrobnosti. Začne se takole. Na podlagi FOIA smo uradno zahtevali potovalni načrt Kasha Patela za 3 dni pred atentatom na Charlieja Kirka. Zdaj pa smo dobili odgovor, da je zahteva preobsežna. Kako je to sploh zakonito? Seveda, ko to bereš, si misliš, da FBI ne more zagotoviti potovalnega dokumenta za 3 dni pred atentatom na Charlieja Kirka, kar se sliši res noro. Ampak ali je res tako noro, da FBI dejansko ni zainteresiran razkriti, kam njihov direktor hodi med delovnimi dnevi? Ne, ni tako noro. Ampak to je tisto, kar ona počne. Poskušala te bo prepričati, da je FBI tukaj res pravi problem. In edina težava pri vsem tem je, da se FBI na to odzove, kar pa zanjo ni tako dobro. Poglejmo podrobnosti. Candace Owens je bila pravkar javno izpostavljena strani FBI, ker je v svoji oddaji lagala. Saj veste kaj, poskušala je ustvariti svojo zgodbo o FBI-ju, a so ji dejansko odgovorili. Mimogrede, sploh ni bilo treba, da bi odgovorili. Dejstvo, da FBI čuti potrebo, da odgovori Candace, je naravnost smešno. Ona nima nobene pravice nad FBI, ampak zdaj je vse skupaj postalo tako javno, da je to postalo ogromno področje spora. Ona se preprosto spravi na ljudi in ti imajo občutek, da morajo nekaj ukreniti glede tega. Nekako žalostno, nekako patetično, ampak verjetno je to moč Candace in razlog, zakaj se moramo še naprej boriti, da bodo ljudje vedeli, kako psihotična je. Najprej vam bom povedala svojo teorijo o Candace Owens. Verjamem, da se spravi na organizacije ali ljudi, za katere misli, da ji ne bodo odgovorili. Izmislila si bo noro teorijo o tej organizaciji ali osebi z mislijo, da je verjetnost, da bodo dejansko odgovorili na njene nore govorice, precej majhna. Ali pa je tako narcisoidna, da verjame, da je na istem nivoju kot oni in zato si misli, seveda lahko izzovem FBI, seveda lahko izzovem Trumpa, seveda lahko izzovem predsednika Francije, morajo mi odgovoriti, jaz sem tako pomembna. In vi jo poznate. Misli, da je ona najboljša stvar, kar se je kdaj zgodila svetu. Lahko ohranja zanimanje občinstva in svoje oboževalce ves čas priteguje, medtem ko ima zelo malo nasprotovanja. Torej, pravilno, ja, ampak to je tisto, v kar verjame. Verjame, da ne bo dobila veliko nasprotovanja. Na njeno nesrečo je FBI odgovoril in kmalu bomo videli, kako točno. Mimogrede, tole je ta odziv. Sem Mira K., vaša gostiteljica. Poskrbite, da pritisnete gumb za naročnino, označite ta video z všečkom in vklopite obvestila. Vsak vaš naročnik nam omogoča, da širimo naše poslanstvo, povečujemo naš zagon in se resnično borimo proti norcem na spletu. In resnično cenim, da ste tukaj. Vse, kar morate storiti, je, da pritisnete ta gumb. Pa začnimo. Na to je FBI odgovoril, ker je podala to divjo trditev, da je dejansko zahtevala potovalni načrt Kasha Patela za 3 dni pred tem, ko je bil Charlie Kirk spravljen s sveta. In pravi, da ji je FBI odgovoril, da je bila zahteva preobsežna. Vprašala je, kako je to sploh lahko zakonito. Punca, je res bilo tako? In preden rečeš ne, to ni res tisto, kar se je zgodilo. Draga Candace Owens, prosim, pokaži nam dokument, ki ti je bil poslan kot potrditev tvoje zahteve po FOIA, kjer smo zapisali, da je breme zahteve preveliko. Tvoja oddaja, tako kot lažnivi mediji, bo izpostavljena, ko lažeš. Upamo, da to pomaga. Mimogrede, kakšen epski odgovor. FBI je kot, pokaži nam dokaze, želimo videti dokaze. Ti od nas zahtevaš dokaze. Kje so tvoji dokazi, Candace? Glede, Candace nikoli ne more pokazati nobenih dokazov. Vse, kar počne, je, da nadleguje ljudi na spletu, ampak preberimo tole. Številka zahteve nekaj. Zadeva, Patel, Kash, uradni urnik, koledar sestankov in potovanja od 7. septembra do 10. septembra. Zanimivo je, pravzaprav ne vem, ali je vlada dolžna predložiti te informacije, če jih kdo zahteva. Morda je to zakon, pravzaprav ni pomembno. Prosimo, upoštevajte, da za obdelavo vaše zahteve veljajo izredne okoliščine. Izredne okoliščine vključujejo enega ali več naslednjih scenarijev. Potrebno je poiskati in zbrati zapise iz območnih uradov in drugih pisarn, ki so ločene od informacijskih zapisov FBI. Oddelek za zmanjševanje, to ima smisel. Potrebno je poiskati, zbrati in pregledati veliko količino ločenih in različnih zapisov. Zapisov je res veliko. Potrebno je posvetovanje z drugo agencijo ali z 2 ali več oddelki Ministrstva za pravosodje. Te izjemne okoliščine bodo zamaknile našo zmožnost, da o vaši zahtevi odločimo v 20 dneh. Poleg tega se lahko za vašo zahtevo zaračunajo ustrezne pristojbine. Uporaba izjemnih okoliščin ne pomeni odločitve o tem, kako bo FBI odgovoril na vašo vsebinsko zahtevo. To pismo vas obvešča, da te izjemne okoliščine vplivajo na obdelavo in zamik odločitve o vaši zahtevi. Imate možnost, da zmanjšate obseg svoje zahteve. To bo pospešilo postopek in bi lahko vašo zahtevo uvrstilo v hitro obravnavo. Zakaj vse to sploh berem?
Zato, ker želim, da vidite zelo preprosto dejstvo, da v tem pismu nikjer ne piše, da je ta zahteva preveliko breme. Pravi samo, da boste morali počakati, ker veste kaj, FBI ne dela po urniku Candace Owens. Imate možnost, da zmanjšate obseg svoje zahteve. Lahko tudi zmanjšajo stroške iskanja in podvajanja ter omogočijo hitrejši prejem vaših informacij. FBI uporablja sistem več vrst obdelave, bla bla bla. Prosimo, pisno sporočite, če želite razpravljati o zmanjšanju obsega vaše zahteve. Navedite telefonsko številko, če je na voljo, na kateri ste dosegljivi med 8 in 17 uro po vzhodnem standardnem času. Pošljite svoj odgovor na bla bla bla. Poleg tega, če niste zadovoljni z odločitvijo ali odgovorom FBI na to zahtevo, lahko nadaljujete z eno ali vsemi naslednjimi možnostmi. Kar imam za povedati je, da mislim, da je to zelo lepa zahteva, glede na to, da Candace Owens dobesedno napada FBI na najbolj grd način. Poglejmo. Poskušajte reči, moj bog, FBI laže. Prišli so z dokazi. Torej je hitri odziv FBI odgovoril Candace Owens in rekel, prosimo, pokažite nam dokument, ki smo vam ga poslali kot potrditev vaše zahteve, kjer smo rekli, da je breme zahteve preveliko. Poglejte, presenečenje. Candace nima nobenih dokazov. Vaša oddaja, tako kot lažne novice, bo izpostavljena, ko boste lagali. Upamo, da vam to pomaga. Torej jo je FBI ne samo izpostavil zaradi njene laži, ampak jo je tudi primerjal z lažnivimi mediji. To bi vas moralo nekaj prebuditi. Ne, to se ne bo zgodilo. Nihče se ne bo prebudil. Če se še niste zavedli, kako smešna je Candice, se nikoli ne boste. In tukaj je kopija poročila. Ne bom vam ga vsega prebrala, ker bi trajalo celo večnost, ampak kar naredite posnetek zaslona in ga preberite kasneje. Na srečo berem zelo hitro in nam ni vzelo celo večnost. Upam, da vas bo to nekaj prebudilo. Če glede tega laže, logično, če predpostavimo, da ji verjamete in jo poslušate, če je glede tega lagala in je bilo dokazano, da je to bila laž, o čem še je bila neiskrena? Vse, dobesedno vse, ker to je tisto, kar počne Candice. Poglejmo, kako se bo Candice odzvala. Ali res nimaš nič boljšega za početi, kot da si pikolovska mala prasica pred celim svetom? Te ni sram, da lahko druge države berejo ta zapis. Ko smo rekli zavrnjeno, smo mislili zavrnjen obvezni 20-dnevni rok za odgovor na zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja. Dejansko nam tega niso zavrnili, ampak so se sklicevali na izredne okoliščine, zato smo vključili povezavo do celotne epizode, kjer smo pokazali, na katerih 3 podlagah je bila ta zavrnitev podana, poleg tega pa smo predlagali prilagoditve iz vaše pisarne. Imate boljši način za porabo naših davkoplačevalskih sredstev, kot da se obnašate kot mali boomer, ki ne razume, da je X namenjen jedrnatosti. Je clickbait res majhna legitimna skrb Ministrstva za pravosodje? Kdo vodi ta račun? Lahko to preverimo. Klovn. Kje je Candice? Kje so računi za to? To bi moralo biti res enostavno. Kje je ta dokument? Kje so računi? Kje je dokaz? Ni tam, nikoli tam, nikoli pravih dokazov. In tudi, če bi zdaj obstajal dokaz, se zdi, kot da je verjetno ustvarjen z umetno inteligenco, ker tej punci ne moreš zaupati niti za sekundo. Hvala, če ste sodnica v tej zadevi.